Lepo. Kje? Spoznaj se. Vključen. Ok, opravičujemo se za to krajšo zamudo, ker sta naša gosta direkt iz treninga. Torej, zdaj uradno začenjamo tale prvi del naše novinarske konference pred večnim derbijem Maribor Olimpija, ki se bo zgodil v soboto 12.5. ob 20. uri v Mariboru. Za začetek bi sam povedal, glede na to, da imamo tokrat tudi neko novost, da novinarsko konferenco tudi v Sloveniji prenašamo prek socialnega omrežja Facebook, bi vas prosil sam polo po vprašanju, da uporabljamo mikrofon, da bo lahko pač tudi ljudje, ki spremljajo, to slišali. Kar se tiče današnje strukture novinarske konference, bomo razdelili na dva dela. Prvi je ta strogo športni, vezan na igrišče, tako da sta z mano trener Ermin Šiljak in vratar Elvis Džafić. V drugem delu novinarske konference bosta pa par stvari povedala še športni direktor in direktor. Kar se tiče teh tekočih stvari, Nikola Nikezić je zdaj v boljši situaciji kot prej, danes oddelal trening. Ni na voljo Blaž Božič za soboto, ker je v Velenju prejel 4. rumeni karton in suspendiran, poškodovani še vedno Škerjan, Džermanović in Fink. Zdaj bomo začeli tako klasično, da bi oba gosta najprej neka svoja splošna pričakovanja pred sobotnim derbijem predstavila, pa sta pa seveda na voljo tudi za vaše vprašanja. Bomo začeli kar s trenerjem na začetku. Ermin, izvolj, kaj bi lahko povedal pred sobotno tekmo? Lep pozdrav vsem, da se sliši. Tako da lahko povem edino to, da velik derbi, večni derbi z Mariborom je vedno nekaj posebnega, nekaj več kot prvenstvo. Vsaka tekma je za sebe, zelo težko je na nek način derbi napovedati, ker na derbih je vse mogoče. Tako da mislim, da bo ena lepa postavka za konec prvenstva. Hvala. Elvis, dobro pričakovanje. Lep pozdrav še v mojem imenu. Kaj pričakujem? Pričakujem eno dobro tekmo na evropskem nivoju. Tukaj že trener povedal, da derbi je nekaj posebnega. Mi igralci se do tega zavedamo, da nismo še zagotovili tega drugega mesta. Tako da pomembno so tri pike, mi bomo vse naredili, da bo probamo zmagati. Bomo pa videli, kaj bo na koncu po 90 minut. Hvala lepa. Zdaj pa seveda sta oba gosta na voljo tudi za vaše vprašanje. Iljuša. Vprašanje za gospoda Šiljaka, trenerja. Zanima me glede to, da imate ogromno izkušnjo s temi derbi, kako boste dejansko pripravili svoje igralce? Vemo, da je Maribor že prvak, oni bodo verjetno sprošeno malo bolj odigrali. Kako boste vi pristopili k igri? Če bom povedal zdaj, kako bom igral, potem bojo vsi že pripravljeni in Maribor in vsi kako. Mislim, da so določene stvari, katere ostanejo na igrišču in kot tudi druge ekipe in večje ekipe imajo zaprte treninge in ne pokažejo javnosti, na kakšen način se pripravljajo. Tako da so kakšni detalji, kateri odločajo, skrivnosti ni. Maribor pozna nas, mi poznamo Maribor, tako da mislim, da bodo kakšne malenkosti in detalji odločali. Vodstvo Olimpije vas smatra kot neko bolj dolgotrajno rešitev. Bi lahko rekli, da se na koncu tega prvenstva v bistvu že pripravljate na naslednjo sezono in kakšen kader pričakujete, mislite, da bo šel še kakšen igralec in kako močno je Olimpijo prizadeval odhod Dareta Vršiča?
Zaenkrat imam pogodbo do 30.5. Na razpolago sem Olimpiji, te 4 tekme, da oddelamo najbolje, da izvlečemo iz ekipe maksimalno, da zagotovimo drugo mesto, Evropo. Kako naprej, bomo pa potem videli, ker tu še na nek način je blizu, pa tudi daleč. Trenutno smo mislili osredotočeni na sobotno tekmo na Maribor. Za kasneje se bomo pa pogovarjali. Vsekakor Dareta Vršiča naslednje leto ga ne bo pri Olimpiji. Ne glede, ali bom jaz trener ali kdo drug, kdo bomo pogrešali, ker poznam njegove kvalitete, koliko stvari je dal tej Olimpiji v zadnjem letu in pol, koliko golov je dal, tako da zaenkrat s tem se ne obremenjujemo, ker misli so vsem osredotočene do konca prvenstva, kjer moramo res zagotoviti to drugo mesto in igranje v Evropi. S kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni na konec tedna? O tem nisem razmišljal, kakšen rezultat bo. Bolj me zanima naša igra in da odigramo maksimalno. Potem pa, če bomo odigrati, kako znamo, vse posebej že prišlo na svoje mesto. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Dobro, če ni, pa bi se gostoma zahvalil. Bomo samo naredili hitro menjavo. Kratko razlako. Malo zdaj bo iz mojega časa. Samo poštaj. Zaradi tega sem bil brez biti, pa sem točki naredil. Sam te. Ja. Torej, kot smo že prej napovedali, začnemo še s tem drugim delom, ko sta naša gosta še direktor Same Konjevič in športni direktor Milenko Ačimović. Glede na to, da je v prejšnjem tednu prišlo do te dokončne potrditve prestopa kapetana Dareta Vršiča na Dunaj k Avstriji, smo pač to izstopko zasnovali še tako, da lahko športni direktor tudi spregovori malo bolj podrobno o tem, glede na to, da zadeve prej nismo obširno komentirali, tako da najbolj, da bi kar povabil, da še pove par besed o tem pristopu. Prvo en lep pozdrav vsem, verjetno že vsi veste glede Dareta, tako da enostavno smo zgubili ene najboljših igralcev, ni ga zgubila Olimpija, zgubila ga je Liga. Tako da, kar se tiče alternative za Dareta, jo iskal v Sloveniji ne bom, niti jo lahko najdem enega tazga igralca v Sloveniji, kjer bo lahko zamenil njega. Daretovih letov pa pol v Olimpiji je bilo perfektnih, tako da enostavno je bil en od igralcev, kjer ga sem jaz prvega pripeljal v Olimpiji, kjer je tudi, sem se izjavil, prvi tudi odšel in je dal Olimpiji tist, mogoče se več, kot smo vsi skupaj pričakovali. Jaz mu želim vso srečo tudi, da bo tako nadaljeval v Avstriji z Dunaja in kar se tiče pa Daretovega prestopa v zimi, lahko rečem, da tista številka, kjer vas verjetno zanimala, kjer je bila postavljena Dareta, je bila moja ideja enostavno, ker si ga nisem upal prodati v tistem času. Če bi prišel do še take ponudbe, kot smo mi v tistem trenutku normalno, se tako tazga, ampak enostavno nisem se upal iti brez Dareta v spomladanski del. Vedel sem, da ga bom rabil za Evropo, če bi prišlo pa do kakšne take ponudbe, kjer se pa pač v tistem trenutku ne bi mogel odbraniti normalno, da bi Dare šel. Mi smo tudi Daretu ponudili novo pogodbo v Olimpiji. Dare je imel vse pri sebi, da se odloči. Avstrija je bila že en čas za njega, se je zanimalo, tako da Dare se odločil za to varianto in sem že rekel, mu želimo
vse najboljše na poti v Avstriji in da bo še tako dobro tudi za Avstrijo igral, kakor je za Olimpijo. Hvala. Zdaj bi nekaj o tem organizacijskem delu tega prestopa dodal še direktor. Zelo na kratko, dodam še v mojem imenu. Kar se tiče Dareta, Daret se bo 11. junija priključil Avstriji na pripravah, kar pomeni, da bo tudi uradno sicer s 1. julijem, ko se začne prestopni rok, postal njihov član, podpisal 4-letno pogodbo. Moram reči, da v skladu z dogovorom z klubom z Dunaja finančne podrobnosti prestopa bodo ostale stvar dogovora med klubi in bo poslovna skrivnost. Moram reči, da glede na to, da je Daretu osnovna pogodba bi mu potekla januarja, smo pač, koliko se spodob, ko skleneš nek dogovor, vse strani so zadovoljne. Potrebno je pa poudariti mogoče to, kar vse tisto, verjetno se bo Mile navezal na to, da ne glede na višino prestopa smo mi zelo zadovoljni, vendar ta stvar je zelo, bom rekel tako, v detaljih ne bomo šli, pomembno pa je, da predstav, da ne bomo šli v neke razsipavanje z igralci, kajti klub v današnji finančni situaciji, kjer, bom rekel, tudi vsa gospodarska podjetja zmanjšujejo sredstva za šport v, bom rekel, ali sponzorskega ali donatorskega namena, smo mi ostali na tem, da smo primorani svoje najboljše igralce vzgajati in pol prodajati in to bo verjetno se dogajalo tudi v prihodnju, kolikor ne bomo postali klub z večjimi sponzorji. Trenutno imamo samo enega, še ta generalni sponzor, ki pa ne zadostuje za tekočo likvidnost kluba in za ustvarjanje proračuna, kot ga Olimpija potrebuje, s tem, da bi naskakovalo vrh, kar pomeni, da se financiramo tudi delno s posojili. Velik del teh posojil je bil pa narejen z namenom reševanja zadev iz preteklosti, vezanih na jamo, tako da Mile, mogoče, če se boš zdaj navezal glede igralskega kadra tudi v preteklosti in tudi v prihodnje. Ja, pa sigurno, da sem naletel na eno situacijo, tudi jaz v klubu, ki sem prišel, kjer je Olimpija zadolžena. Mojih 9 ali 10 igralcev je, kakor vsi veste, pripeljan brez odškodnine, ker se enostavno Olimpija težko ne more privoščiti igralca, da bi plačevale. Enostavno so 3 prestopni roki minili že, odkar sem je športni direktor, da enostavno ne dobiš budžeta, da bi opremil ekipo. S temi fanti, z vsemi, kjer jih 90 sem pripeljal, sem, moram reči, zelo zadovoljen. Olimpijo so dvignili, kakor se je dal. In težim k temu, da se Olimpiji zmanjša dolg, da bi ta Olimpija prišla na nula, da se ne bi dogajalo to, kar se je dogajalo iz preteklosti. Tako da je bil, kakor je samo se izrazil, ta transfer nuja, da bi se dolg Olimpije zmanjšal. In kar se tiče pa zdaj naslednjih kadrovanj, pa naslednjih ukrepitev, boste normalno obveščeni. Jaz upam, da nam bo ratel pripeljati še kakšne dobre igralce, ampak enostavno sigurno pa je, da ne bomo pa okoljske karto se razsipali z denarjem, ker enostavno Olimpija nima in jaz kot športni direktor si bolj prizadevam, da ne bi delal od zgori na vzdolj, ampak da bi šel od spodaj, kjer bi temelj postavil mladih fantov, kjer smo v enem letu pa pol naredili kar dober premik od spodaj in potem se tudi normalno v temu koncentriral 100% tudi na prvo ekipo. Kar se tiče rezultatov mlajših selekcij, smo lahko rečemo, en velik preskok je narejen. Kar se tiče prve ekipe, je tudi to, verjetno vi dosti bolj veste, kakor jaz. In težimo pa k temu normalno, da bi bili še boljši, da bi bila ta Olimpija še močnejša. Potrebno je pa poudariti pač še eno stvar, ki se nekako tudi z Miletom, pa tudi s predsednikom oziroma z ostalimi zaposlenimi poskušamo držati, je, da se držimo tistega načela, da smo urejen klub, nismo pa bogat klub, kar pomeni, da na mesečni ravni zagotavljamo več kot 50 ljudem v klubu, pa še nekaterim zunanjim sodelavcem tekoče izpolnjevanje vseh mesečnih obveznosti, ki pa si lahko predstavlja, da je en tako stroj njih najnižje. In naš cilj je pripeljati Olimpijo, ne glede na to, da je veliko bilo že narejeno v preteklem obdobju, ko sem govoril o sponzorjih, ta celotna ekipa ljudi, predvsem ekipa je tisti mogoče še največji sponzor, ki je v lanskem letu naredila največ inkoma finančnega. In seveda pač uspešno nastopanje v Evropi bo posledično prinesla tudi
več prihodkov v klubu, posledično se bodo tudi igralci drugi prodali. Daleč od tega, da smo mi zaprt klub, kot mogoče navzven stoji vsazga, bomo dobrosrčno sprejeli v klub, v izvršni odbor z namenom, da pač finančno pomagamo in zagotovimo ustrezen budžet kluba. Hvala. Zdaj pa, ja, oba gosta seveda na voljo za vaše vprašanja. Vsi dobro vemo vprašanje za gospoda Čimoviča. Vsi dobro vemo, da ste vi dejansko prodali Dareta Vršiča v Avstrijo. Zanima me, glede na to, da je daleč najboljši kreativc v tej naši ligi slovenski, zamenjava za njega tujina ali doma? Prvo bi popravil glih na to, ne? Jaz Dareta Vršiča nisem prodal, Dare Vršič je prodal sam sebe s fantastično serijo, kjer je imel sploh po tistih dveh tekmah z Avstrijo in je enostavno padel za oko in je nadaljeval svoje igre, kjer so ga Avstrijci spremljali. Kar se tiče za Dareta menjave, jaz v Sloveniji siguren sem tazga kova igralca, tazga kalibra igralci, ne da ga ni, ampak ga še kar en čas ne bo. Tako da, kar se tiče tujcev, imam že 3 tujce v ekipi, verjetno bomo pa ali bom šel v tujino, ali bomo pa probali doma normalno narediti enega novega igralca, kakor tudi Darek, ki je prišel, pač ni prišel kot noben zvezdnik, enostavno mu je fantje novo priložnost. Vsi tisti, kjer so danes v Olimpiji, da bi naslednjo leto pač se o njim to govorili, kot se o Daretu, se pravi, da nekako vsi štartajo z nule in jaz upam, da bomo imeli zelo malo enega igralca, ne bolj kot le Dare Vršič v ekipi. Pa je bila dejansko dvojna da prodati zaradi njegovih dejansko let 28 ali zaradi finančnega stanja? Iz obeh tudi vemo, da je imel fant tudi dosti težke trenutke tudi v svoji karieri, da pač tudi on razmišlja zdaj malo drugače in da, kot sem že prej rekel, mi smo se tudi z Daretom parkrat pogovarjali, da bi ostal tukaj, da bi mogoče počakal še julij, avgust, da bi probal še kaj v Evropi narediti. Enostavno je bila ponudba Avstrije za njega zelo zanimiva, zelo korektna in jo je sprejel, kar je normalno bilo, mi tudi zadovoljni, ker na koncu ti pa skozi nekaj Dare imel 26 mesecev pogodbo, tako da vemo, kakšni problemi znajo nastati v nogometu z igralci, ki ne želijo podaljšati pogodbo. Vprašanje za gospoda Konjeviča. Kakšno pa dejansko je stanje finančno v Olimpiji? Mislim, konkretno... Ne vem, dolg do dejansko do Izeta. Reči do predsednika kluba, verjetno, ja. Situacija je taka, da pač mi na računu se ne obavimo z ogromnimi količinami denarja. Moram reči, da smo zelo veliko denarja v preteklem obdobju sicer sproducirali, ki pa likvidnostno ne zadošča tem, da bi pokril mesečne obveznosti. Tako, kot sem že prej povedal, tudi tisti, ki hodite na skupščine, kjer nič ne skrivamo, ne, so dejansko vsi finančni podatki na voljo. O sami višini dolga ne bom govoril, mislim, da ni tak, kot bi mogoče bilo zelo zdaj napeto govoriti. Stvar pa je v tem, da smo si mi zadali cilj, da pridemo na ničlo. Želimo, da bo ta klub čist. Če se v zadnjih 3 letih klub ukvarjal s problemom z reševanjem finančnih zadev vezanih na investicije v športni center Jamo, se zdaj ukvarjamo s težavom zagotavljanja mesečnih prihodkov, ki so namenjeni pač tekočim financam prve ekipe, mladinski pomol je sicer urejen, ker imamo tudi sponzore, o katerem smo že govorili, ter pač tekoče obveznosti, ki bi jih radi dvignili na višji nivo, s tem bili normalno. Lestvica nekaterih klubov je visoko dvignjena, če pa hočeš biti prvi oziroma vsaj približati se, k temu moraš pač to slediti. Kakšen pa dejansko strošek mesečni za ekipo? Konkretno moram reči, da je ok 3 cifre, ti ne, to nekaj ne bomo reči. To ste razumeli. Ja. Vprašanje za gospoda Čimoviča. Kakšna je vizija Olimpije v prihajajoči sezoni in pa kako napolniti Stožice? To je problem, na to drugo vprašanje, ker verjetno nisem, ne vem, če ima kdo odgovor. Enostavno smo ekipa, ki je v določenih trenutkih igrala res odličen nogomet v Evropi, v četrtih so znali recimo biti po 7 do 10 tisoč ljudi, v nedeljah je bilo pa recimo 500 ljudi po 10 odgovora, ta pravga. Na to je pa res, da
kako bi zdaj mi to rešili, ali to zdaj pravi, da so tako ekipo, s takimi igralci, da smo prvaki, da probamo. Ne vem, odkrito mislim, da jaz pomene še zmer to, da bomo mi v Ljubljani do športov, da pač enostavno v vikendi grejo ljudje radi tudi na hokej, grejo radi ljudje tudi na košarko, grejo radi tudi na nogomet, enostavno imamo ogromno športov, ali pa vsaj 3-4 športe, kjer ljudje radi hodijo. Tako da težko, mislim, da se v klubu maksimalno trudimo in se trudijo, da bi prišlo čim več ljudi na stadion in zdaj pa kje pa tiče pravi razlog, kot tudi jaz res stavim. Prvo vprašanje je bilo Vizija Olimpije, kaj hočeš cilj? pa da bi nadaljevali tako, se pravi Olimpija, lahko rečem, v enem letu, da je naredila zelo en tak velik preskok tudi, kar se tiče organizacije, kar se tiče mojih otrok, kar se tiče tudi infrastrukture, kar se tiče enih stvari, smo naredili v enem letu pa po ogromen preskok. Zdaj pa normalno je, da težimo k temu, da bi bil naslednjo leto še boljši, da bi vzgajali, kar mene najbolj zanima, svoje mlade igralce. Da nam ne bo treba več skozi hoditi okoli pa iskati igralce, da bi imel čim več in moramo jih tudi pohvaliti tudi naše mladince in te, ki se priključujejo prvi ekipi, da so kar dosti dobro zgledajo in da so na to pravi poti, da bi lahko bili. Zdaj pa, koliko časa bomo rabili za to, ampak nisem pa sigurno človek, ki bi pa iskal zdaj alibijo mladih igralcev in se je podošlo dobo delovanja v Olimpiji za mladimi igralci. Vem, da določeni igralci pač rabijo čas, določeni ga nikoli, niti se ne spravi na tisti nivo, kjer to pričakuje. Ampak enostavno težim k temu, da bi se nadaljevali na tej poti, kjer smo in da bi normalno imeli še več mladih in še več svojih domačih igralcev, kjer se pozna tisto, da je bila Olimpija, mislim, da je izgubila v tisti generaciji 5-letni, ki smo bili, ki je bila pač Olimpija ni bilo, da so se te igralci pač šli po Evropi ali po drugih slovenskih. To se zdaj zelo dobro pozna in nekako na vse načine jih privabimo nazaj, da pridejo spet nazaj k nam in da jih pa probamo pripričati tudi v prvi ekipi. Je gospod Šiljak kratkoročna ali dolgoročna rešitev? S Šiljakom sva imala dogovor, da se bo po zadnjih tekmah sedla oba skupaj, tako da bo temu Šiljak je šef do te zadnje tekme, vode ekipo, tako da po zadnjih tekmah se bo sedla in bo videla, kako je nekaj. Ulica govori tudi o ukrepitvah, Bezjak, Burgič, je kaj na tem? Ne. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rok, izvoli. Hvala, lep pozdrav. Vprašanje za direktorja Konjeviča. V prihodnji sezoni bo proračun Olimpije kakšen? Višji kot v tej odstotkih razmerja, prosim. To je tisto, ker v bistvu mi proračuna od samega planiranja nimamo, konkretno, ker sredstvo sponzorskih, ki so fiksna, že v preteklem letu nismo imeli. Ampak smo si zagotavljali to, kot sem že prej povedal, kot predsednik kluba, poleg sponzorskih zadev je omogočil tudi normalno poslovanje kluba. Ni zdaj daleč od tega, da mi nismo pridobili veliko na tem sponzorskem delu, problem je, da ta sredstva niso takšna, da bi zagotavljali normalno delovanje. Jaz verjamem, da v proračun najverjetneje 5-10% odstopa gor pa dol. Definitivno si ne bomo privoščili velikanskega dviga, ker ne želimo delati to, kar so nekateri že včasih delali na Olimpijo. Najlažje bi bilo danes Miletu dati fiktivne zneske in reči, s tem operiraš, on bi podpisoval, plačeval odškodnine, ne vem kaj še vse, na konc 15. če se tako izrazim, ko so plače, bi pa verjetno potrkali na ena druga vrata, pa rekli, kaj pa je zdaj to in bi to pelali pa samo v dodatno zadržovanje kluba. Sami pa veste, kam je to enkrat že pripeljali in definitivno mi nismo tisti, ki bi radi s črno piko naokoli hodili čez 5, 10 ali pa čez eno leto, pa bili z nekimi vzdelki omadeževani za celo življenje. Za športnega direktorja, Mile bo imel to poletje priložnost pripeljati v klub tudi kakega kapitalnega igralca s plačilom odškodnine, ali spet je bolj drugačna varianta? Upam in verjamem, da vsi to želimo in sploh pa navijači Olimpije in vse in upam, je pa res pa, da ne bom da rečem to nas glavo čez zid, se pravi, da bi se teril sam sebe, da moram, če bom dolgo zagotovil izvršnega odbora, pa od vseh, da ne bom bil kot zadnje 3 prestopne roke,
da se reče sestavil ekipo, denarja ni, ampak želimo biti prvi. Mislim, da bi se še v tej priliki rekel svojim fantom, da imam res zelo dobro ekipo, da sem jaz kot direktor na njih zelo ponosen, ostali so še 3 kola, da zelo dobro vozijo, da pač so bili določeni kiksi v tem prvenstvu, ampak da sem na ta kader, kjer ga imam zdaj dol, glede na to, da je tudi že Vršič šel, se trudimo, da bi normalno probali kaj narediti, da bi prišel še kakšen igralec, ampak na to, kar imamo zdaj dol, sem zelo ponosen na te fanti, tudi kako grejo čez to sezono. Treba poudariti, da tudi te fantje so vsi redno plačeni, kar mislim, da niso pravi, te fantje imajo vsi na dan, omogočimo jim recimo tudi to, da imajo recimo nekaj stvari, kjer v drugih klubih nimajo, imajo pa res tisto, kar jim pa klub obljub, tisto, kar sem saj športni direktor, tisto, kar se je igralcev obljubalo od nekaj, prišel klub, je imel mesečno, vsak mesec v dan na računu in potem je normalno, da od njih tudi jaz kot športni direktor zahtevam še večje rezultate, pa še boljše. In siguran sem, da tudi ta generacija, ki je zdaj, ki bo šla v soboto na igrišče v Ljudskem vrtu, lahko še boljše igra, ima še boljše rezultate, kot jih ima zdaj. Še napoved za soboto? Napoved za soboto derbi, ki ga verjetno vsi komi čakamo. Enostavno je res, da je zdaj prišel v tem momentu, kjer je Maribor že definitivno prvak, mi točke rabimo, mi še zmeraj smo fiks v Evropi, tako da imamo mi svoj cilj v Ljudskem vrtu, ne glede na to, da je tekma z Mariborom, se pravi vzeti točke, ker jih nujno potrebujemo za Evropo in rad bi se veselil, mogoče že potem v soboto, bi se mogoče že lahko rekel, da je Olimpija v Evropi. Definitivno in teoretično. Hvala. Hvala, Rok. Je mogoče še kakšno vprašanje? Kaj klub pričakuje od tega, da je vodenje tekmovanja oziroma po vodenje tekmovanja in marketing do nove sezone ponovno prevzela Nogometna zveza Slovenije? Ja, mi smo bili tudi zagovorniki te teze, ker funkcioniranje združenja je izgubilo kredibilnost že nekaj časa nazaj, kljub temu, da smo na to bili kot eni izmed redkih klubov, ki je to opozarjali. Zadnja dogajanja so to sam še potrdila. Mi bomo počakali do konca te tekmovalne sezone, normalno, ker smo zavezani. Za naprej si pa prizadevamo boljše sodelovati z tako imenovanim marketing timom NZS, ki bo skrbel za to trženje, vodenje in ostale aktivnosti vezane na prvoligaše. Seveda bomo pa tam zagovarjali svoje pravice in bomo poskušali postaviti tudi Olimpijo tja na tisto mesto, kamor si zaslužil. Verjamem, da je definitivno Olimpija skupaj z Mariborom najbolj tržen kolektiv nogometni v Sloveniji in zaradi tega si želi in tudi mora priti do boljše pozicije v pogajanju z ostalimi. Hvala. Imamo še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam zahvalil za obisk in sam še dodajam v koncu, da v klubu vsem našim članom, ki so se predvsem v zadnjem času masovno članjevali skozi akcijo Skupaj smo močnejši, ponudimo možnost organiziranega obiska derbija v Mariboru v soboto, več pa si seveda lahko preberajo na naši spletni strani. Hvala lepa za obisk. Lep dan. Hvala.